Torej, ni vse dobro je sicer vedeti, a išči, da boš razumel in uporabil. Ste našli, razumeli in uporabili to, kar ste iskali? Ja, pred samim začetkom sezone, pa glede na vse okoliščine odprej, namreč jaz sem bil samo nekako, bom rekel, potencialni kandidat za olimpijske igre, tako da prva stvar je bila izpolniti olimpijsko normo v tej sezoni, kar mi je ratalo pač že na začetku. Potem še veliko drugih stvarih, recimo, da si izboljšam oziroma da si sploh omogočim izbiranje štartnih grup, sem mogel osvojiti pike takoj, tako da zdaj imamo tudi to. Glede na skupni seštevek že za naslednji svetovni pokal imamo možnost, da že in jaz in Klemen izbiramo prvo in drugo grupo, ne samo tretjo in četrto, kot sem imel izbiro na začetku sezone. Tako da veliko stvari je treba v bistvu si priboriti na začetku, da potem, recimo že za Avstrijo zna priti zelo prav taka možnost, ker ti z dobrimi rezultati si odpreš še kakšno možnost več za izbiranje grup, če pada sneg ali pa take stvari. Tako da je bilo veliko nalog za opraviti, zdaj to vse imamo, tako da zdaj treba samo uživati in tekmovati. Hvala lepa, da vas ne bo bolel vrat, ko skozi gledate proti meni. Zdaj morda še vprašanje novinarjev. Kaj pravite torej, glede na to, da fantje potem ne bodo, predvsem Jakov Fak, na voljo za pogovore 1 na 1, prosim novinarje, da morda za kakšno vprašanja imate zdaj čas. Kar dajte, gospod Tof. Povratek v elito pomeni tudi osebno zmago. Ja, jaz nekako, zdaj sem slišal že v zadnjih dnevih velikokrat to besedo povratek in je, ne vem, nikoli nisem gledal na to, tako bom rekel, kakor na neko revolucijo. Seveda smo vsi veseli. Zame je to predvsem neka osebna zmaga, da sem, ker poznam v kakšnem zdravstvenem stanju sem bil pred lansko sezono, pa celotno lansko sezono, je to zame nekako zelo v bistvu, kako naj se izrazim sploh, dajmo reči tako, da je osebna zmaga in da mi pomeni ogromno. Ne samo meni, ampak vsem, ki so mi pomagali in vesel sem, da sem spet v tej ekipi. Verjamem vse, verjamem tudi, da bodo drugi ne samo popravili tiste rezultate, ki so jih naredili do zdaj, in verjamem, da bomo skupaj premagali vse nevšečnosti in vse slabe rezultate, vse slabe stvari, in da bomo na koncu vsi zelo zadovoljni. Hvala lepa. Ja, dobra izbira, osebna zmaga, to sem želel prej. Namesto zadovoljstva. Morda še kakšno vprašanje? Ja, sej... Ja, tudi ne. Zdaj, to je bila prva tekma v sezoni, tako da tekem bo še dovolj, tako da upam, da sem sposoben stopnjevati tudi to rezultatsko lestvico in se približati Jakovu. Še kakšno vprašanje, gospod Tof? Še kakšno dekle? Ja. Za mojo stran v Nedeljskem dnevniku imamo bolj tako vprašanja, pa imamo tudi vprašanje za Urško Polje. Kdaj bo tudi pojoča Urška? Hvala, sicer posluha nimam lih za petje, ampak v biatlonu sem že, ne vem pa, težko vam pa rečem, kdaj bom bližje, ampak delamo na tem. Hvala, Urška. Robert?
Ja, Jakov, tik pred začetkom sem imel spet malo zdravstvenih težav in prekrat si staknil. Te zanima, a te je tukaj zaskrbel, si kaj rekel, tako sam po sebi, pa ne že spet. In to ti pol dejansko presenetil, da ti pač kaj na to sekcijo si dosegel. Ja, hvala lepa za vprašanje. Moram povedati, da me je malo presenetilo, ker to je bilo glih pred uvodnim tekmam, oziroma norveška reprezentanca organizira vedno 2 tekme pred začetkom sezone in tam so bile res vse ekipe, bil sem pripravljen na štart, celo naredil sem uradni trening, potem po noči sem dobil vročino, šlo je za virusno okužbo, ki je v 5 dneh je telo okrevalo in je to bilo to. Tako da mal me je bilo, bil sem mal žalosten, da v bistvu že tisto dobro pripravljenost iz teh zadnjih priprav nisem mogel pokazati že na unih uvodnih tekmah, ampak potem sem zelo hitro iz tekme v tekmo napredoval in na koncu se je izšlo tako, kot sem si želel. Moram reči, da tudi sam nisem bil prepričan, da bom lahko stal na stopničkah že prvi svetovni pokal, ampak vedno sem verjel, da če sem zdrav, da zmorem. Mora biti še kakšno vprašanje? Če ne, se vam bi najlepše zahvalil v imenu Petrola, ki nas je danes tule gostil. Hvala lepa še enkrat generalnemu sponzorju. Pa morda fotografi verjetno zdaj želijo najprej skupinsko fotografijo vseh tekmovalcev, potem pa še fotografija, ko bodo predstavniki Petrola in ostali predstavniki skupaj z Jakovom Fakom nazdravili s kozarčkom šampanca. Torej najprej želite verjetno skupinsko fotografijo. Nekako skupaj se postavite. Tekmovalci, ja. Potem pa bo kmalu že prišel natakar s šampancem. In takrat vabim tudi gospoda Cudermana, ter gospoda Petka. Fante bomo še nazdravili, lahko? Imate dovolj? Gospodje, kar lahko tule? Gospod Cuderman tudi z Jakovom. Pa še Marko Dolenc. Seveda pa še enkrat tudi zahvala v imenu predsednika uprave Petrola ministra Tomaža Berločnika, ki ste danes prišli sem in seveda srečno fante tudi naprej. Vsi novinarji in ostali goste pa vabljeni, da ostanete v naši družbi, zame tudi Majke Prizbrizek. In čas za pogovor z našimi reprezentanti skole. Še jaz sem si zaslužil. Kaj si večeri so pisali? Tam do polnoči skoro. A ja, pa si še pravi? Ja. Gremo po 5, pa jaz Kaj gremo zdaj? Še pa ne novo stari